Če se avtomobili med sabo ne bi toliko razlikovali, bi bilo naše delo bistveno manj zanimivo. Tako pa je vedno nekaj novega. In ko gledam tega Fiata, ne vidim prav nič novega. Da ne bo pomote, avto je za Fiat čisto nov, takšnega do zdaj niso imeli v ponudbi. In času primerno so mu samo spremenili masko in dodali svoj motor. Še dobro, ker ne verjamem, da bi kdo v Evropi hotel 2,4 litrski bencinski 4-valjnik iz ameriškega originala Dodge Journey. To pa je Fiat Fremont, pravi potovalnik, ki mu Američani sicer pravijo križanec srednje velikosti, pri nas pa je v resnici že prav velik avtomobil. V dolžino meri 4,89 m, v višino 1,75 m, zato je tudi tako prostoren. In pravi ameriški občutek je, ko se usedeš vanj. K sreči ni veliko cenene ameriške plastike, na otip so materiali prav prijetni, vse skupaj pa je skoraj predimenzionirano. Debeli stebrički, ogromen volan, velika armaturka, velik zaslon, hitro se počutiš prijetno in varno. Je pa razporeditev tipk zelo čudna, sicer se hitro navadiš, ampak je veliko manj logična kot pri Fiatih nasploh. Tukaj na primer nastavim, to je radio, tukaj nastavim temperaturo, tukaj ventilator, da mi vse v glavo piha, vse, ostaviti se moram. Tukaj je. Vmes, ko sem iskal gumbe, sem našel še kup odlegalnih prostorov za vse mogoče zadeve. Tukaj je celo predal pod sedežem ali zadaj v dnu, pa čisto zadaj sta še 2 sedeža ali velik prtljažnik, če jo zložite. Res praktično. Škoda, da nima še 4-kolesnega pogona, ki je pri Fremontu tudi na voljo, ampak je potem avto za 4600 € dražji. To se mi zdi kar preveč, sploh če se vedno vozite samo po takšnih cestah, ker sicer Fremont sploh ni drag. Stalnim popustom takšen, brez dodatne opreme, stane okoli 27 000 €, kar je za moje pojme zelo ugodno. Tudi 2-litrski motor Multijet 125 kW je ok, povprečno porabi malo čez 7 litrov, so pa zmogljivosti povprečne, ker je Fremont težak skoraj 2 toni. Ko bi bila vsaj oblika malo bolj fiatovska, tako pa je le značka na maski druga.